Dobrodošli v oddaji I am Young, mladost brez meja. Moje ime je Kristjan in sem vodja platforme MČM Young. V oddaji pa vsak teden predstavljamo vrhunske slovenske mlade liderje in liderke, da dokažemo, koliko talenta in potenciala imamo v naši Sloveniji. Danes je z mano dr. Vita Godec, MČM Top Potencial leta 2018, MČM-ova poslovna liderka za leto 2025 in seveda direktorica podjetja Lenis. Vita, dobrodošla. Hvala. Me veseli, da si se odzvala povabilu in si danes z nami v oddaji. Za začetek me zanima, si bolj po duši znanstvenica iz začetnega dela tvoje kariere ali bolj poslovna liderka iz zadnjih let tvoje kariere? Bi rekla, da sem še zmeraj oboje, ampak osnovno v duši sem pa še zmeraj znanstvenica. Tako, začela si v znanstvenih vodah, veliko raziskovala. Mogoče kakšno stvar pogrešaš iz teh vod? Pogrešam malo več mirnega časa zase, za to moje introvertirano razmišljanje. Ko si enkrat poslovni vodja in te obdaja veliko število ljudi, moraš ugoditi večinoma drugim, na sebe pa včasih pozabiš. Tako da ta čas zase, čas z mojo pipeto, čas z mojim metrom in pol laboratorijskega pulta bi včasih dan danes prav prišel. Katere zadeve na znanstvenem področju pa so tiste, ki ti niso bile najbolj blizu? V bistvu počasnost akademskega sveta. Raziskave terjajo svoj čas, so intenzivne, ampak se dogajajo mogoče malo prepočasi za moj življenjski ali pa energetski tempo. Pa še ena stvar, ki mi ni bila všeč, je bilo pisanje akademskih člankov. Ker seveda, če želiš v akademskem svetu napredovati, moraš nabrati točke za napredovanja, za objave v teh znanstvenih žurnalih. In kljub temu, da mi beseda teče lepo, se mi je zdel to mogoče najmanj nekako potreben del akademskega dela. Je pa res, da če nekaj odkriješ, je treba to s svetom deliti. Tako da je potreben, in pa mogoče ni bil najbolj pri srcu. No, sedaj že nekaj let uspešno deluješ kot poslovna liderka. Kako se je zgodil ta prehod iz stroge znanosti v potem poslovne vode? V bistvu na nek način po nesreči. Ali pa po naključju, ampak Sonja bi rekla, da naključij ni, naša naslednja gostja. Ko sem delala v Veliki Britaniji na svojem podoktorskem študiju, so me vključili tudi na en industrijski projekt z eno farmacevtsko firmo in sem videla potem ta tempo, to akcijo, to projektno vodenje in me je kar potegnilo, tako da ko sem bila headhuntana v neki fazi nazaj v Slovenijo, v Sandoz, sem rekla, no pa poglejmo, kaj nam ponuja industrija in mi je bilo zelo všeč. Super. Zdaj tvoji dosežki v leadershipu govorijo zase, kot sem omenil, si bila MČM-ova poslovna liderka, pa še kar nekaj drugih nagrad si prejela. Kaj, če izvzamemo te nagrade, šteje za tvoje največje dosežke v karieri? Moj največji dosežek v bistvu je, da sem se naučila dobro delati z ljudmi. Da ljudmi, s katerimi se obkrožam, in tudi tisti, ki sem jih dobila nekako s tem, ko sem prevzela vodenje tega podjetja, radi delamo skupaj, radi pridemo v službo, izjemno sodelujemo, veliko več sodelujemo, kot tekmujemo. In v takem okolju se potem lahko zgodijo izjemni projekti, izjemna kreativnost, izjemni rezultati. Imaš kakšen nasvet, kako se priučiti dela z ljudmi? Skozi prakso je najenostavneje. Seveda je treba veliko brati, se o tem izobraževati preko coachinga, preko mentorstva. Danes so te informacije res veliko več na voljo, kot so bile 10, 15, 20 let nazaj. In mislim, da mladi imajo vso možnost to izkoristiti in tudi morajo to izkoristiti, ker to so neke veščine, ki nam jih v šoli ali pa na fakulteti v bistvu niso dali. In so pa zelo pomembne zato, da si pri delu uspešen in da lahko delaš znotraj oddelka, med oddelki, podjetja med seboj. Ja. Jemlješ morda tudi iz zasebnega življenja kakšne lekcije, ki ti koristijo na poslovni poti? Absolutno. Moji možgani nikoli ne ugasnejo, tako da ko gledam kakšen film, nadaljevanko, ko poslušam glasbo, ko se pogovarjam z otroki, ko se vozim po cesti, ko sem v trgovini, vse skozi nekako vlečem neke informacije, tako znanstveni pristop, da rečem, in potem to, kar vidim in to, kar se vsega tega naučim, poskušam praktično implementirati potem tudi pri vodenju, pri delu v podjetju s sodelavci. Z gostjo
v eni izmed prejšnjih oddaj, Urško Kajtner, smo se pogovarjali o tem, ali je mogoče z 8 urami dela na dan in potem sklopiti računalnik, postati top poslovni liderka. Kakšen je tvoj pogled? Veseli, da si me to vprašal, ker mladina danes mogoče misli, da je dovolj, da delaš smart, torej work smart, not hard. Jaz pa mislim, da je vseeno potrebno oboje. If you wanna get ahead. Se pravi, če hočeš biti boljši, hitrejši, uspešnejši. Tako da work-life balance je izjemno pomemben, ampak v neki fazi je treba spustiti neke standarde, kaj danes pričakujemo. Ni to vedno realistično, si je pa treba mogoče v toku tedna ali pa v toku meseca to delo in privat življenje bolj smotrno razporediti. Moramo pa biti pripravljeni, vseeno mislim, tudi kakšen dan potegniti, pritisniti, kadar je rukar, kadar je nuja. V dobri ekipi in kjer so dobri odnosi, bo vsak pripravljen stopiti in narediti kakšno uro več ali pa kakšen vikend, če je potrebno. Ni pa seveda in naloga vodje je, da organizira delo tako, da ima dovolj virov, da to ni konstantno, ker tako pa ljudi skurimo lahko zelo hitro. Svoj vodstveni razvoj si veliko vlagala tudi skozi razne izobraževanja, programe, MBA, MČM-ove, Young programe. Katere so 3 ključne lekcije, ki si jih vzela tekom vseh teh izobraževanj? Dobro vprašanje. Takole bi rekla, iz MBA-ja, ki sem ga delala na poslovni šoli IEDC na Bledu, ki je zelo, bi rekla, ne fokusirana samo na ta hard del vodenja, na hard skills, ampak tudi na soft skills, sem vzela predvsem vedenje o tem, kako zgraditi dobro ekipo. In to je, da morajo vse potrebne neke veščine v ekipi biti. Če jih ni, se moraš potruditi in jih začasno pokrivati, dokler nekega človeka, ki bi to veščino lahko prinesel v ekipo, ne dobiš ali pa ne zaposliš ali pa ne izučiš. Ker so te res raznolike, raznovrstne ekipe veliko boljše kot tiste, kjer ti vsi samo kimajo pa se strinjajo s tabo. To je recimo stvar, ki sem se naučila na MBA-ju. Od naših Young Professionals delavnic mi je najbolj ostala v spominu. V bistvu sta mi ostali 2. Ena je bila Martina Mrslavič in kako se predstaviti, kako dobro komunicirati. In sem zelo zrasla v bistvu od takrat, ampak sem vzela njene nasvete in tudi kasneje smo jo v podjetju v bistvu angažirali, da je tudi naše zaposlene učila o tem in je bilo to zelo, zelo koristno. Druga delavnica Young Professionals pa je bil gospod, ki nas je učil pogajanja, Erwin Pfeiffer. In jaz vem, da v pogajanjih takrat nisem bila najboljša, sem se pa takrat zelo veliko potrudila, da sem se izboljšala. Naredila sem tudi en HBR kurs online na temo pogajanj. Pač vsi imamo neke šibke točke in potrebno je samo delati na njih in se izboljšati. Zdaj v podjetju Leni si v različnih vlogah že več kot 10 let, če moji podatki držijo. Držijo. Kako se tekom napredovanja spreminjajo tvoje odgovornosti, zadolžitve, mogoče tudi stres? Zelo. Jaz sem začela kot projektni vodja, nekaj časa sem delovala v business developmentu, kasneje sem prevzela vodenje vseh operacij oziroma kot nek tehnični oziroma operativni direktor. V zadnjih 4 letih pa kot direktorica podjetja sem v bistvu odgovorna za vse in to za sabo potegne seveda nivo stresa, nivo odločanja oziroma višje, ko si v tej verigi, več odločitev je potrebno vsak dan sprejeti. In temu se moraš tako osebnostno kot intelektualno prilagoditi. In rasti v bistvu skozi ta proces. 10 let ni kratka doba oziroma 11. Mislim, da sem ogromno znala, da sem se ogromno naučila. In meni v bistvu žene to, da se vsak dan nekaj novega naučim. Tako da meni te spremembe in učenje ne predstavljajo problema, ampak me v bistvu vsak dan ženejo, da se zbudim in rečem, kaj se bom naučila danes. Kako si pa kot mlada liderka uspela doseči, da ti zaposleni zaupajo? To je zelo dobro vprašanje, ker imam tudi trenutno pri eni svoji zaposleni ta izziv, kako biti dober vodja, tudi če nisi nekomu neposredno nadrejen. Torej, dober lider se po moje izkaže, tudi če je samo projekten vodja in nima neke direktne povezave v organigramu z ostalimi zaposlenimi, da bi mu poročali oziroma da bi imel z njimi letne razgovore.
Po mojem mnenju je dober vodja tisti, za katerim bodo ljudje šli, ne glede na njegov naziv ali njen naziv, ne glede na, ne vem, plačo, kako je oblečen, ampak nekdo, ki potegne za sabo ljudi, da mu sledijo. In to do določene mere ljudje imamo v sebi ali pa nimamo. In ne glede na to, da si v eni ali drugi skupini, se mi zdi, da se da še bistveno izboljšati in delati na tem. Tako da treba je prepoznati svoje šibkosti, svoje prednosti in delati na obeh. Vita, najlepša hvala za enkrat. Se vrnemo po oglasih. Dobrodošli ponovno v oddaji I am Young, Mladost brez meja. V prvem delu oddaje je bila z mano dr. Vita Godec, ki je seveda še vedno v moji družbi, je pa s seboj pripeljala eno posebno gostjo, zato bom besedo kar predal Viti, da nam pove, koga je pripeljala v oddajo. Mano je Sonja Klopčič, pa bom začela s tem, da je moja coachinja. Ampak zgodovinsko, če se vrnemo nazaj, je to že 8 let, kar sva se spoznali, bilo je leta 2018. Ti si me verjetno z občinstva spremljala na dogodku Top Potential of the Year, kjer sem v tej 8. generaciji pač zmagala. In po tem dogodku sem dobila od Dejana Turka v dar, ko sem bila še na odru, s tistimi rožami in skipcem in z vsem, tvojo knjigo, tvojo prvo knjigo, rdečo, jaz jih po barvah, rdeča, modra, vijolična. In jaz sem tisto knjigo v vikendu za tem eventom prebrala na dah, dobesedno. Polovico v enem dnevu in polovico v drugem dnevu. Sem rekla, kdo je ta ženska? Kakšna iskrena knjiga o tvoji poti voditeljstva, kaj si uspela narediti in kako odkrito govoriš tudi o neuspehu v tej knjigi. Za mene je bilo to wow. In po sliki na tej knjigi in se spomnim teh tvojih kodrov in tvoje malo drugačne frizure, kot je danes, malo bolj oranžkasto rdeče. Tako, če bom kdaj to žensko videla, moram jo podsukati za rokav. In kot introvert sem se mogla zelo prisiliti, ampak na enem drugem eventu sem jo podsukala za rokav. Sem rekla, vi ste Sonja Klopčič, jaz imam vašo knjigo, to je najboljša knjiga. In tako se je najna zgodba in poznanstvo začelo. Je pa še veliko, kar bomo verjetno med pogovorom odkrili, kaj se je zgodilo med danes in 2018. Vita, hvala lepa za tako lepo predstavitev. Nisem pričakovala. Sonja, dobrodošli. Me veseli, da ste se odzvali Vitinem povabilu in da ste danes z nami. Vi se že res dolga leta ukvarjate s sodobnim voditeljstvom. Kako pa naj bi to izgledalo dan danes? Ja, današnji svet s tem svojim tempom, z nepredvidljivostjo, z umetno inteligenco nas res postavlja čist pred nove izzive in to pomeni tudi čist drugačne izzive za voditeljstvo. Kar pomeni, da se voditeljstvo premika od tega, kar smo včasih rekli, ja, en človek na vrhu mora poznati vse odgovore. Ne, voditeljstvo je zdaj sposobnost organizacije, kako zna zaznati, kaj se dogaja in se zna temu primerno odzvati. In zato se voditeljstvo spreminja tudi v vlogi na način, da je to prehod iz nekoga, ki vodi, v nekoga, ki drži prostor. Zato, da več ljudi vključuje, več različnih pogledov, da se odločitve bistveno hitreje lahko sprejemajo, ker je svet bistveno hitrejši. Tako da voditeljstvo se zdaj spreminja na način, da zelo uvaja tudi sistemski jezik, da zelo razmišlja o odnosih, da razume organizacijo kot živ organizem, ne pa kot neko fiksno strukturo, ampak kot živ organizem, ki zna zaznavati, kaj se dogaja v okolju in se temu primerno odzivati. In seveda to pomeni tudi, da se voditelji morajo zelo, zelo temu prilagoditi. Da tisto, kar je včasih veljalo, da moraš poznati vse odgovore, je zdaj bolj primerno, da znaš postavljati prava vprašanja, s katerimi izzivaš, s katerimi znaš potem kreirati to kolektivno modrost. Zelo zanimivo. Vita, glede na to, da je Sonja tvoja coachinja, poskušaš to implementirati v praksi, si predstavljam? Poskušam, ne samo ta organizacijski del oziroma vodenje ljudi. Ena pomembnih stvari, od katerih sva se pogovarjali, je bilo tudi vodenje sebe. Nekaj, na kar na začetku nisem
dala preveč pozornosti, pa sem ugotovila, da je izjemno pomembno na voditeljski poti. In nikoli ne bom pozabila po enem od naših najnih coaching sessionov. Jaz romam iz svojega kraja bivanja preko hribov v Zagorje k Sonji in na poti nazaj povem možu, kako bom pa jaz tako notranje mirna kot Sonja Klopčič, bom pa dosegla vse, kar si človek lahko želi. Ker ena ta mirnost, ena ta, ne vse bo v redu, ampak poglej z drugega zornega kota, ustavi se, premisli, začuti, kaj čutiš, zakaj tako čutiš. Jaz sem tako hiperaktivna, da se nisem imela časa tega spraševati, tako da Sonja me je malo prizemljila, no? Prizemljiva, ustavila, ampak na dober način, da sem lahko potem še boljša, pa že hitrejša. Sonja, v IO Universe zelo poudarjate pomen vrednot, specifično vrednot staroselcev. Zdaj smo v času, ko je AI ušel iz vseh parametrov, samo še o tem poslušamo. So te vrednote še relevantne? Kakšen je zdaj pomen vrednot v sodobnem svetu? Ja, zelo so relevantne, ker vrednote nas usmerjajo pri tem, kako razmišljamo, kako se odločamo, kako delujemo. Če si priznamo ali pač si ne priznamo. Vrednote so tiste, ki so naš vodnik in zato je pomembno, da se tega zavedamo. In seveda tudi v dobi umetne inteligence ni nič drugače. In v dobi umetne inteligence je mogoče zato še bolj pomembno, da se znamo obrniti na to modrost, ki je brezčasna, ki je že vedno z nami in znati to dvoje kombinirati. Ker modrost recimo staroselcev, ki so bili bistveno bolj povezani z naravo, kot je zdaj sodobni človek, bistveno bolj povezani z naravnimi cikli, ta modrost je nekaj, kar smo mi malo pozabili, pa se jo moramo spomniti. In to modrost lahko potem ojačamo, širimo z umetno inteligenco. Mi pa zdaj malo obratno delamo, ne? Mi pa iz umetne inteligence iščemo modrost. Mislim, da to ni čisto prava pot. Pa bi se dalo opredeliti recimo nekaj vrednot, ki so najbolj značilne za starejšo generacijo liderjev, pa nekaj vrednot, ki so za generacije, ki zdaj prihajajo v liderske vloge? Ja, starejša generacija liderjev je še vedno večinoma pod temi vrednotami. Ja, jaz moram razumeti, jaz moram vedeti, jaz sem tisti, ki odloča. Ne? V bistvu bolj individualizem kot ena taka vrednota. Vrednota seveda tudi, ja, bomo naredili vse, kar je potrebno za to, da optimiziramo poslovanje za našo organizacijo, za naše podjetje. Medtem ko pri mlajši generaciji liderjev se mogoče že malo to obrača. Vrednota kot skupnost na prvem mestu, vrednota kot cel poslovni ekosistem, pogledati, kaj je pomembno za cel ekosistem. Drugače ta ožji nabor vrednot, kot je odnosi, imeti pristne odnose, vrednote, kot so svoboda in podobno. To pa mislim, da so vrednote, ki so nam starejši in mlajši generaciji še vedno zelo podobne. Vita, katere vrednote tebe vodijo na poslovni in življenjski poti? Takrat, ko sem bila izbrana za poslovno liderko leta, sem strani mladih, ki so me predlagali, ugotovila, da je percepcija mene od teh AI vrednot, če jih gledamo, da je moja najpomembnejša vrednota vodenje iz ljubezni oziroma aroha. Ne? Kar je dobro slišati od drugih, ker seveda kako drugi tebe percipirajo je drugače, kot se percipiraš sam, se pa do neke mere s tem strinjam, ker res poskušam imeti takšen tip leadershipa, ki je kind leadership, s temu rečem, oziroma to je nek znan izraz, pa da nisi samo nice leader, da nočeš samo ugajati, da ne želiš, da si ljudem všeč, ker to ni dovolj. Ne? S tem, ko poskušaš ugajati, izgubiš to možnost, da porineš ljudi malo ven izven cone udobja in s tem izgubijo možnost, da ljudje rastejo. To vključuje tudi kakšne, ne vem, težke pogovore, da si kind leader, se vsem sedeš pa poveš, lej, takole je konstruktivni kriticizem, ampak v neki dobri obliki. Tako da ja, do neke mere se strinjam. Vsem pa, rekla, meni osnovna vrednota, ki je pa tudi MČM vrednota, je pa integriteta. Ker jaz sem zelo odkrita, direktna, včasih preveč, prehitra
ampak nosim srce na rokavu, kakršenkoli že izraz. Povem, kar mislim iz nekih dobrih vzgibov, ker ne želim neke politike, nekega govorjenja za vogali, in za mene je integriteta. Čim to izgubim v odnosu z nekom, zelo težko pridem nazaj, da lahko s tako osebo delam ali pa tudi sodelujem izven poslovnega sveta. Meni ogromno pomeni. Sonja, če se dotakneva še vaše kariere, pa če greva čisto proti začetkom, delali ste v eni prvih računalniških firm v Sloveniji. Kakšni so bili takrat neki tehnološki izzivi, s katerimi ste se spopadali? Ja, to je zdaj res prav zanimivo spomniti se nazaj, ker mi smo podjetje ustanavljali še v času Jugoslavije, ki se še ni dal ustanoviti podjetja, ker smo živeli v drugačnem družbenem sistemu, ampak smo se znašli na nek način. In to je bil čas, ko so na trg prišli prvi osebni računalniki. In to je bil prehod iz velikih sistemov, iz mainframov do osebnih računalnikov, ki so bili dosegljivi vsakomur. Zdaj si tega sploh ne znamo več predstavljati, ker je to pač normalno. Takrat pa ni bilo. In je bilo potrebno ljudi pripraviti na to dobo. Tako da mi smo v okviru tega računalniškega podjetja najprej začeli z izobraževanjem, ker smo videli, da je treba ljudem pokazati, kaj vse je možno zdaj narediti. In to je potem odpiralo nova obzorja. Najlepša hvala, Sonja in Vita, za enkrat. Se vrnemo takoj po oglasih. Dobrodošli ponovno v oddaji I am Young, Mladost brez meja. V moji družbi sta dr. Vita Godec in Sonja Klopčič. Preden smo odšli na predah, smo govorili o tem, da ste delovali v enem prvih računalniških podjetjih v Sloveniji. Pa me zato zanima, kot vodja takrat, kako ste poskrbeli, da ste bili ob hitrem tehnološkem napredku relativno v koraku s časom vi, pa tudi vaši zaposleni? Ja, to je bilo res zanimivo obdobje. In jaz sem takrat kot vodja se zavezala sama pri sebi, da bom vodila na svoj način. Čeprav nisem točno vedela, kaj bi to bilo, ampak nekako sem čutila, da jaz moram slediti sama sebi in hkrati vedela, da moram seveda biti tudi jaz in ekipa v stiku s tehnološkimi dosežki. Pri meni se je to kazalo tako, da sem želela sama preizkusiti vse, kar je bilo novega. Nova oprema, novi računalniki, nov softver, vse sem želela preizkusiti. In potem se je to tudi pokazalo recimo na način, da sem tudi pri vodenju začela uporabljati tehnološko podporo. Recimo v tem podjetju smo zelo malo naredili za sebe, za svojo uporabo, eno programsko rešitev, ki nam je pomagala pri mesečnem dajanju feedbacka, povratne informacije zaposlenim. Kjer ga leta? Pohvali se? Poskušam zelo. Kaj je to? 1900? To je bilo leta 92, 93. Povratne informacije, ki jo še zdaj ne dajemo v naših organizacijah. Mi smo vsak mesec dajali povratno informacijo. Tudi s pomočjo te tehnološke podpore. In tudi dobili potem zlato priznanje za inovacijo za to področje. V glavnem hočem povedati, ja, vse smo vedno želeli potestirati najprej in testirano predati na trg. In to je bilo mogoče tudi zaradi tega, ker smo to pionirski način vodenja, delovanja lepo razširili po celem podjetju. Vita, kako ti kot liderka, pa konec koncev tudi še kot znanstvenica skrbiš, da si v koraku s časom z vsemi spremembami? Jaz zelo rada spremljam vse novice od tega, kaj se dogaja v farmacevtski industriji trenutno do IT-ja. Jaz sem nekako rekla rojen IT-ovc, če bi še enkrat menila kariero, je bila nek podatkovni znanstvenik ali pa analitik. Tako da zelo spremljam, sem zelo hiter uporabnik nekih novih tehnologij. Potem imam pa ta challenge, kako to uvesti med ostale v ekipi, da ni preveč na hitro, da je še zmeraj uporabno, da teh IT sistemov ni preveč. Mislim, da je zelo pomembno, da liderji spremljajo, kaj se dogaja. In ko se že pogovarjamo o tem AI-ju, ki smo ga omenili in kako hitro se premika z AI-jem,
bi rekla, da je to velik rizik, predvsem za mlade, ki šele stopajo na pot liderstva, ker bodo na nek način malo oropani teh začetnih izkušenj oziroma teh starting jobov v industriji in bodo mogli zelo razvijati svoje kritično razmišljanje, da bodo vedeli, kaj točno AI-ju zaupati in v kaj morda tudi malo podvomiti, pa mu reči, da si prepričan. Ja, ta tema bo zagotovo izjemno pomembna tudi v izobraževalnem sistemu, si predstavljam v prihodnjih letih. Sonja, kot vodja ste doživeli tudi stečaj podjetja Svea. Kako kot vodja, ko res daš vse od sebe in izčrpaš vse možnosti, sprejeti, da se včasih ne izide vse po načrtih? Težko. Zelo težko, ampak sprejmeš, ker to je bila tudi moja šola. Ne moreš biti euforičen, kadar gre vse po planu, in hkrati ne moreš biti čist v luknji globoko, kadar ne gre vse po planu. Vse so nek način povratne informacije, ki prihajajo nazaj. Seveda je bilo vseeno to zelo težko sprejeti, ker to je bil en podvig, za katerega sem prepričana, da bo uspel. Prepričana, da bo uspel, ampak potem, ko nisem imela več asov v rokavu, sem morala priznati, da zgodba je nima smisla več vleči naprej in je treba narediti konec. In da mogoče za gledalce, ti si prišla v podjetje že v bistvu kot krizna menedžerka, ne? Ja, seveda. Tako da ti si vedela, da bo to težak projekt, ampak si poskusila res vse in v tej knjigi tako dobro popišeš in tudi tako dobro popišeš, kako si potem ljudem povedala, da je to. Meni je bilo to šokantno, no? in zelo pomembno in to knjigo bi mogel vsak lider prebrati. Kako je naslovita te knjige, da bodo gledalci vedeli? Spomnim, jaz sem imela angleško varianto, Leadership, Energy in Leadership. Angleška je The Energy Inside Leadership, tako, ja. Slovenska je pa voditeljstvo, vodenje in sodelovanje, moč in odgovornost. To sta res ta dva para, ne? Vodenje in sodelovanje, to dvoje mi običajno ne povezujemo, ampak gre skupaj. Ne? In moč in odgovornost gre pa še posebej skupaj. Ne? Če imaš ti formalno moč nekje v organizaciji, imaš res hudo odgovornost. Ne samo za finančni rezultat organizacije, ampak tudi za zdravje ljudi, ki so vezani na to organizacijo. In jaz sem se tega takrat zavedala. Zato sem tudi šla v poskus reševanja podjetja. Žal ni uspelo in tudi zaradi tega sem napisala knjigo. To je bilo zanimivo. Jaz sem knjigo začela pisati kot del zdravljenja zase. Ampak potem sem pomislila, če to pomaga meni, bo mogoče pomagati še komu. In kot testno bralko, zanimivo, ne? Sem takrat povabila Ajšo Vodnik. Sem rekla, Ajša bo mi znala povedati, ali je smiselno, da pišem naprej, ali ne neham. In je Ajša rekla, piši naprej. Zelo zanimivo, tega pa nisem vedela. Ja, tako je nastala knjiga. Samo to knjiga, da naredimo malo reklamnega bloka za gledalce, še zmeraj seveda na voljo na tvoji spletni strani. Angleška knjiga pa vsebuje tudi pričevanja nekaterih slovenskih oziroma regijskih liderjev in direktorjev. Angleška knjiga ima še nekaj slovenskih zgodb, ker sem želela in to vedno želim, da znanje o vodenju, za katerega verjamem, da ga imamo v Sloveniji res veliko, da gre ven. Mogoče ključna lekcija iz te izkušnje ali pa mogoče iz knjige? Ključna lekcija iz moje izkušnje je bila tudi to, da sem jaz enostavno videla, da moram cel življenjski cikl podjetij preizkusiti. Ker prej sem imela izkušnje iz zelo hitre rasti podjetja, potem iz druge sredine iz podjetja, ki je bilo odlično, optimalno organizirano, in potem iz podjetja, ki je v krizi, ki je na koncu življenjskega kroga, in mogoče mi je to tudi dalo še en tak impuls, da sem rekla, da je pa res treba inovirati na področju voditeljskih modelov. Vita, si imela ti kakšno izkušnjo v tvoji dosedanji karieri, ki je bila zate res zahtevna, ti je pa hkrati ogromno dala? Ja, mogoče v tem zadnjem delu oziroma v zadnjih 10-11 letih v Lenisu je bila gotovo največja preizkušnja, kar se tiče dela z ljudmi, pripojitev medikofarmacije k matičnemu podjetju Lenis v Sloveniji, ker je to zahtevalo združitev dveh zelo različnih kultur in načina dela, ampak smo to uspešno speljali. Sem se mogla pa veliko pripravljati na to, bi rekla. Sem vedela, da bo zahtevno, veliko truda in dela in energije je šlo, ampak če si srcem pri stvari, potem
Večinokrat rata, včasih pa, kadar so zvezde proti nam, pa tudi ne, ampak tudi takrat se je treba znati, tako kot si v knjigi napisala, ne, tega nekaj naučiti in iti dalje. Pogosto je tako verjetno, ne, da nam te najtežje preizkušnje tudi največ dajo. Res, največ rasteš iz tega. Točno to. Bi bilo lažje, če bi nam te najlažje največ dale, ne? Je že namenoma tako. Je že. No, evo, gremo proti zaključku. Imam pa za vaju še nekaj hitrih vprašanj in vas bom prosil za relativno kratke odgovore. Vsa vprašanja so namenjena za obe, pa boš Vita ti prva odgovarjala, Okej. pa potem Sonja. Kaj vodi boljšega liderja, vrednote ali rezultati? Vrednote. Sonja. Pritrjujem Viti, popolnoma. Glede na temo današnjega pogovora Ja. se spodobi, ne? Super. Največji izziv sodobnega liderstva. Vpliv tehnologije na odnose v ekipi. Sonja. Pri meni pa spustiti to prepričanje, da si res odgovoren za vse. Ker to vodi, čedalje več liderjev vidim v izgorelost. Ena vrednota, ki je noben lider ne sme izgubiti. Integriteta. Ja, celostnost. Pa sva zelo podobno. Ja. Networking, nujna stvar ali precenjena stvar? Nujna stvar in tudi, če nisi dober v njej, go and learn it. Sonja. Ja, mreže so tiste, na katere se lahko obrnemo. Nujna stvar. Najljubši način sprostitve? Spanje. Super. Pri meni gost. Česa danes najbolj manjka v družbi? Pogleda vnaprej, neke skupne strategije, kam želimo iti in šele potem se bomo odločili, kako bomo tja prišli. In strpnosti. Ja, tudi. So kar globoka tale vprašanja. Ja. Ne, to, da zahtevajo kratke odgovore, ne? No, mogoče, evo, še zadnje. Kaj bi sporočila mlajši generaciji liderjev in liderk? Mogoče, če se vrnemo na to, kar smo omenili prej, seveda je dan zelo pomembno razmerje med osebnostjo in energijo in časom, ki ga puščamo v svoji karieri in tem, kar si želimo zase zasebno, v sklopu družine, v sklopu naših hobijev. Ampak vendar mislim, da ta balans ne gre nujno, mislim, gre v pravo smer, ampak je šel mogoče v en drug ekstrem in da se bo ustavilo nekje vmes. In en najboljših nasvetov, ki sem ga dobila od Boga Semeta, je bil, da je naše življenje kot trikotnik, ne, ti si v sredini, eno je tvoj službeni oziroma karierni jaz, potem je tukaj tvoja družina in v tretjem delu tega trikotnika so tvoji drugi hobiji in stvari, ki te veselijo. In da naše življenje v nobenem trenutku, posamičnem trenutku, torej dnevu, uri, ni enakostranični trikotnik. Ne? Kot znanstvenici je to čisto matematično lepo popisali in jaz se trudim, da je v teku tedna ali pa meseca čim bolj enakostranični, se pa zavedam, da kadar pa ni, je treba malo pritisniti na eno stran, včasih malo pritisniti na drugo, včasih malo na tretjo. Ampak da to ravnovesje mora biti čez neko srednje časovno obdobje, da na dnevni ravni se pa ne smemo kriviti, da smo več nekje en dan, več nekje drug dan, ker na koncu se zgliha, če povemo po domače. Super, Vita, hvala za to si bom zapomnil, zagotovo. Sonja, še vaš nasvet za mlade? Jaz bom pa dala pol notranji trikotnik, če si ti v No, zunanjem prosim, govorila. prosim. Aktivirajte razum, srce in voljo. Najlepša hvala obema, mi je bilo v veliko veselje in seveda tudi v čast. Dragi gledalke in gledalci, mi se pa vidimo naslednji teden. Do takrat pa bodite dobro in se vidimo.